Kako pila? Nič ni pila, se veš, da zmeraj taka. Saj vem, rada bi praznovala. Vsi bi radi, da se boste lepo oblekli, dober jedli in pil, a ne boste in nobenih daril nočem. Vse, kar potrebujem, imam, ali pa si lahko sam kupim. In kaj, če bi za rojstni dan dobil kaj takega, kaj si želiš, pa se ne moreš kupiti? Recimo podatek o tem, kdo ti je lani ukradel nož. Ja, hočeš reči, da ti to veš? Ničesar nočem reči in ničesar več tudi ne bom rekla. A če bi rad dobil za darilo resnico, boš moral praznovati rojstni dan. Kakšna sreča, da imam dolgo roko. Dragi moji prijatelji stari, nič me nikdar ne pokvari, naj ne tovarišije. Znaš, bako krize. Pa kozarce. Koliko je v sodu kapljic lahke tekočine, toliko veselih uric naj ti še v življenju mine. Hvala lepa, Franc, naj se tvoje želje uresničijo. Na zdravje na mnoga leta. Mojemu dragemu
Eno od nas, ki smo tukaj. Dajno molčat, se mi misliš, da sem bila jaz ali pa Beatrice, si to hotela reči. Miri se, Hilda. Zdaj se nihče ničesar ne dotika. Poklicati treba policijo. Pustite me lepo primeru. Zakaj pa? Ker je policija že tu. Kako tu? Ja, je gospod Donč želel, da rečemo pomedalne hvaljenega noga, da se poklica, da skušamo imeti. Da, se bo. Kako ne vam pa verjamemo, da ste res od policije? Tu so naše službene izkaznice. Vedno nismo zlodelka za umore, ampak za tatvine. Zato bomo poklicali iz vrhovne okrepitve. Halo, tu poročnik Lukman. Po prestiščine se je zgodil umor. Bila hiša na koncu ulice. Ne se nihče ničesar ne dotika. In ne se nihče ne premika, dokler ne fotografiramo prizorišča. Dokler ne pride strokovne okrepitve. Ponde, da so strokovne okrepitve že tu. Kako so hitri? Ja, se predem je tišina. Da se mi nobena ne premakne. Prej bom šla jaz. Žal mi je, a ne morate naprej. Kaj, kako, ne moreva naprej. Se vendar morava čestitati dedku čim prej, Ker kupovali sva darilo. ki ga bova veselila. Že tako prišli sva pozno. Najni mama. Se zdi promero pisno pozno. A mi dve take sva naduran, Se zmeraj zamudljiva. pa ti še toto ene ure. A pride razmera in še naju ne bo. Bo to res neljubno, nesramno in golo. Ker nam več naj ne Danes ima 60. Oprostite, a ne morate naprej. Kako ne moreva naprej? Pa vrna mora čestitati dedku čim prej. Že tako bi ta cela z nama. Po telefonu se je nanjo drla mama. Predvsem pa so povabili. Ker pa namreč ukinjen. Če hočeva, da vse bo v redu, Mora pa da troški tinu. ker babica sliši se bolj slabo, Mu bo ozvočenje, zelo prav prišlo. da se mu ne bo več treba red. Ker ni več nad, Se danes ima naj ded, 60 let. Zdaj pa vi ne poslušajte mene. Ven dec jo morjem. Kaj? Kako? To ni mogoče. Ded Donči. Pojdite prosim v zadnjo sobo in počakajte. Dovolite, koga pa sumite? Vsak je sumljiv. Kaj pa, če bi morilec skrit v temle paketu? Se res paket je odprl? Kdo je prinesel paket? Ja, to je stara Timani. Ampak jaz paket sem vam kupil, ja. Počela sem se zmeraj bala. Koliko je bil škoda? Tudi jaz težko verjamem, da je on zmeraj nosi pošto. In kako ne bi prišel do noža? Njega edinega lani ni bilo na praznovanju. Lahko je imel pomočnika, sicer se pa ne tukaj preiskavo, punčka. Pomočnika. Lani smo bili na praznovanju samo mi in samo eno od nas je lahko ukradel ta nož. Punčka, sem ti nekaj rekla, da mi od zdaj naprej nisi več odprla ust. Pojdite malo. Ampak jaz sem v službi, sem telefoniral svojemu šefu. Šefu, poklica. Koga? Ne smemo dovoliti, da vplivate na preiskavo. Idite ma, kopi pol paketov. Ampak, če bi morilec skrit v paketu, je čudno, da je paket tudi na znota in ne navzven, kot da bi šel nekdo nota in ne ven. Punčka, se lahko prosim reka tiho. Se pravi, da je morilec mogoče še noter, da se skril paket? Daj se ne pomiriti. Vas pa prosim, da preiščete paket. Vse po vrsti. Ja? Ja, se razumem, brez skrbi. Kolegi z oddelka za umore so imeli prometno nesrečo in nas prosijo, da začnemo zaslišanje namesto njih. Dostavke dobite, bomo začeli kar z nami. Kaj hočete sami? Pravim, da bomo najprej vas zaslišali. Zaslišali vas bomo zvedi s note vašega moža. Ne, danes pa vsak je sumljiv. Pa sem jaz, Sabola, Tončija. Oprostite, ampak tako res ne morate delati. Se malo morate biti obzirni. Svakinja je vendar v šoku. Vi se pa ne mešavajte. Najboljši sorodnik imate pravico. No, dobro, gospod pametni. Potem bomo pa upoštevali vaš nasvet in namesto gospe najprej zaslišali vas. Vračajte, kar želite. A vedite, da nisem dolžan odgovarjati na vaše vprašanja. Gospod, mi samo opravljamo svoje delo. Naš cilj je gotovo, da je morilec, vi pa nam lahko pomagate ali nas ubivate. Ampak vi ste v nas strokovnjaki za tatvine, ne za umore.
leta 1960. Tako ne se pa spominjam toliko nazaj. Razen če je ta kartonček rešil tistega Wilsona. Točno tako. Nama lahko prosim poveste, kako se je to zgodilo? No, vem samo toliko, koliko sem slišal od drugih. Bili smo na taborjenju v Bohinju, moj starejši brat Tonči. Samo trenutek prosim. Kaj pa vi ne počnete tukaj? Šliva pa domov. Kaj imaš še velike naloge za jutri? To vendar ni mogoče. Tisti vaš gospod nama je dovolil. Rekli je, da tako je, tako ne se bili tukaj, ko se zgodil mor. Ne more on nama kaj tako dovolj, da greste domov. A morava nujno, Ker so pozabili, da imava naloge. da se nismo učili. In jutri slovenščino gospa Ševala. In Klara, že zadnji, čisto ni znala. Ja, sta nisi bila ti. Ampak pač bi pa imeli rojstni dan. Prosim. No, prav, ampak nikomu ne povedal, da se zgodi umor. Zakaj pa ne? Kaj postopek še poteka? No, saj ni važno. Prosim, nadaljujte. No, vem skratka samo toliko, koliko sem slišal od drugih. Bili smo na taborjenju v Bohinju in moj starejši brat Tonči je bil v drugi. No, pa je to. Upam, da so končno tisti vaši kolegi, delka za umore. A nista šli? Nekaj sta pozabil vprašati mami. Katero mami? Vsaka svojo. Zato sva rekli mami. Če bi hoteli eno samo, Bi rekli, da želiva mamo. ampak to tako bi rekli. V primeru, da bi bili sestri. Eno mamo imeli bi jo vi, Tako pa nisa sestri in imava dve. zato smo rekli mami, Ker mami je dvojina, od besede mama. ki je ena sama, Pri čemer ni le mama, saj je njena mama hkrati moja teta. in njena mama moja. Njena teta, Njena mama, moja teta, moja mama. njena mama, Njena teta, moja mama. moja teta. Prepletena smo družina, Razmoškega člana, se probili očeta ampak ne mama. in ti pri svoji mami, Zdaj pripravali, da bi jo nekaj silno, pomenjenega vprašali. Mora ta kasa pohoditi vrni mor. ampak je nujno. Poleg tega tudi, Če ju ne bomo vprašali, boste mami tudi. In kaj tako njega morate vprašati? vam se bo zdela malenkost. Ker ne poznate naše razmere. Mi dve pa veva, Pač ne vprašamo, bova tebeni, danes učijo. Meni? Dve? seveda. Da vaju Kristina in Greta tepeta? Pa še kako, Sej sta že veliki. Uprita se ima. Ja, kje si pa upava? če se upirava. Naj jo kam zvežeta Vržete na klet, in nama ne dasta. cel dan za jesti. Ni mogoče. Ne morem verjeti. A če naj jo ne pustite nazaj, bova šli. In ko bova spet tepeni, boste rekli vi. Pa čakajta! Če tako pojdite not. Prosim, nadaljujte. Dobro. O vsem skupaj vem skratka samo toliko, koliko sem slišal od drugih. Bili smo na taborjenju v Bohinju in moj starejši brat Tonči je bil v drugi skupini kot jaz. Medtem ko smo mi odšli na izlet na Triglav, so oni odšli na neko precej oddaljeno planino. Z njim je tudi bil naš vrstnik iz Amerike. Ime mu je bilo Erik Wilson. Temu dečku je na tej planini odpovedalo srce. Če ne bi Tonči tekel na vso moč po reševalce, ne bi preživel. V zahvalu, ker mu je rešil življenje, mu je dal Erik Wilson svoj star indijanski nož. Zanimivo. Hvala, gospod Gert. To pa zaenkrat vse. Hočete reči, da vas v zvezi s smrtjo mojega brata zanima samo to? Tako je. Prosim, takrat se zdaj, ker drugim gostom vse pa pošljite gospoda Franca. Kje pa je paket? Nekdo je v kuhinji! Zakaj pa to počnete? Smrtne so ukradle paket. Ja kako? A niste šli ravno ka ven? Da Greta jima je odprla okno. Naša neža! Prosim, da ne hodite v kuhinjo, preiskava še ni končana. Oprostite, ampak tam je moja hči in kot najožji sorodnik imam pravico do kontakta. A ni nujno v kuhinji? Pa je v kuhinji takega. Budite, prosim, če pridete sem. Vse vemo. In nič nam ni jasno. To sploh ste in kaj se greste? Upam, da niste česa poškodovali. Prosim, da še nekaj časa potopiste in to, kar veste, obdržite zase. Kmalu bo vse jasno. Ampak moj brat ne more kar tako ležati. Ja, lahko se še prehladi. Ne, se bo vse v redu, gospod Berti. Prosim, da greste zdaj v zadnjo sobo, se pa tudi gospoda Franca. Dve punce boste šle pa
leta 60 je bilo to takrat, ko skoraj umrl tisti Wilson. In to točno 20. avgusta. Lahko poveste, kako se je to zgodilo? 5 tabornikov nas je šlo skupaj z njim čez Komarče do Črnega jezera. Tam je Wilsonu postalo slabo. Prijel se je za srce in prosil Tončija, ne teče po reševalce. Tonči je tekel več kot 10 kilometrov, da je poklical pomoč. Tedej smo se spomnili, da bi bilo bliže, če bi šli na Kredarco, ker so imeli radijsko postajo. A tedej je Wilson že padel po tleh in ni dal od sebe več nobenega glasa življenja. Izgledal in mrtev. In potem? Dva, da šla vseeno do Kredarce, da to sporočita v dolino. V Wilsonu so ostala samo jaz in Pipo. Predlagal sem, da ga poskusiva oživiti, a Pipo je rekel, da je mrtev in da nima smisla. Ampak jaz sem se vseeno lotil in sem začel z mašažo Wilsonovega srca. Z vso silo sem pritiskal na prsni koš, dokler ni začelo srce ponovno biti in je začel stokati v bok. Ampak zbudil se pa ni. Popil sem pa in ob njem počakal reševalce. Rekli so, da so prišli zadnji hip in Tonči je postal junak. Nagrado za to je dobil samo Tonči. Tako pač je v življenju. Wilson ni pomislil, da ga je kdo oživljal. Pipo je pa molčal, ker mi je bila sram in ni hotel povedati resnico. Vi ste zamerili prijatelju, da je bil on nagrajen, vi pa ne? Sem. Ampak potem sem tako ali tako nehal biti zavoljen. Šel sem na drugo šolo in po šoli v Afriko, tako da sem vse skupaj že čisto pozabil. Dokler se s Tončijem pred 2 leti nista spet srečala, da bi dobila prijateljstvo. Oba sva bila vesela, ko sva se po tolikih letih spet srečala. Začel sem bolj pogosto prihajati na obisk in na tisto zamero niti pomislil nisem. Noben razlog nisem imel, da ga ubijem. Ste pa imeli dober razlog, da ste mi ukradli ta nož? Nikoli nisem pomislil na kaj takega. Ampak ko se je na rojstnem dnevu začel hvaliti, koliko sreče mu je prinesel tisti stari indijanski nož in kako mu je zrasla samozavest, da je z odliko končal šole, dobil novo službo in čudovito ženo. Meni pa je šlo takrat vse narobe. Najprej šola, potem služba in zaradi službe še ljubezen. Sem se odločil, da bom odpotoval v Afriko. Punca, s katero sva se imela rada, ni hotela z mano. Sprla sva se in razšla. Pol leta po tistem, ko sem odpotoval, pa so mi starši povedali, da je umrla v neki nesreči. Šele predlani pa sem od znanca izvedel, da je umrla med porodom. Razumete, ko je rodila mojega otroka, za katerega sploh vedel nisem. Vse tako ali tako ga nisem imel dolgo. Vse menda tudi punčka je pri 5 letih umrla. Gospod Stresnik, aretirali ste, ker ste osumljeni umora! Se ne mislite, da sem ga jaz? Ali ste pa dali morilcu nož in ste aretirani zaradi tega? Komu nisem dal noža in ga imam zelo dobro spravljenega doma? No to je pa potem čudno. Da je to potem čudno. Tonči! Upam, da nisi razočaran. Samo da sem že, ker sem se začel že počutiti, kot da sem te res jaz zavolil. Tako slabo vest sem imel, ker sem ti ukradil tisti stari nož. Prosim, da ga obdržiš. Ne, Tonči, nož je tvoj, dobil si ga ti in je lahko samo tvoj. No, če je moj, ti ga pa podarjam za svoj rojstni dan. Se ne moreš za svoj rojstni dan, da ja daril drugim. Kdo ima rojstni dan, lahko dela kar hoče. Sicer pa nož tudi meni ni prinesel samo srečo. Marsikaj v življenja mi je tu šlo narobe. Gospod Kopivnik, predlagam, da počas zaključimo. Tat noža se je ujel. Skupaj z njim pa tudi resnica, ki je nisem pričakoval. Mislim, da je najbolje, da sporočimo drugim gostom, da je slavnec spet živ in se zabava lahko nadaljuje. Lahko najprej pokličete samo Greto in Kristino. Kako želite? Edi, pa ti si Franja. Ja, namreč pred 3 letih, tak šel. Lahko
vidim, kako si to naredil. Samo še malo. Razčistit moramo še okrog tega, zakaj imajo mami tepeta. Zakaj mi tebe takoga? Naju, tu misli tisto, kar so pregovorili. Lili, eto ti raštala. Mogoče boste na koncu pa tudi vedeli, kakšno dobile. Lahko greste prosim nazaj v kuhinjo. A jaz tudi? Ne, Franc, ti boš Greta in Kristino spraševal. Hej, spraševal? Hej, pa ne sploh sprašujem. Kako se pa sploh sprašuje? Doči! Doči! Lahko prosim izvem, zakaj se slišite na skupini vas, kada se sliše na vsakega posebej. A smo madenske kamamrine. Lahko prosim, da dobro zaslišite mene. Veš, kaj si bila posebno? Ja, se pa, če se prosim, ti že začela kot prva, ko si se pogovorila. Kaj je bilo pa tudi zadnjič, da sem bila pod tabo prednost? Mira je dobivala lepše obleke. Niso samo lepše izgledale. Veš, poljubško za lahko noč in mlaže darila za rojstni dan. Kaj sem bila bolj prijemna? Pisali so te na boljšo srednjo šolo. Kaj sem bila bolj nadarjena? Zakaj se pa potem jaz imela zmeraj boljše ocene? Kaj sem bila štrebaca? Še sem bila samo zato, da bi me imeli starši radi toliko kot tebe. Dajte mi sami, to je že starši priče mrtvega očeta. Vsak ima pravico, da pove, kam misli. Ti se pa ne mešaj. Pa vidiš, vse je bila samo past, v katero sem se pa ujel, pred se je jaz sam. Marsikaj bolečega izvedel. Tudi zdaj ne odvajal. Od naju, ker pa jaz vem, če koza mi je bila zapostavljena. Tako je pač čutila. Nažalost je v tem tudi marsikaj resnice. Zdavnaj bi že moral povedati. A nisem. Z Marijo sva si želela otroka, a je dolgo zgledalo, da ga ne bomo imeli. Tako sva se odločila, da otroka posvojiva. To sem bila jaz. Ja, na kar sva po nekem čudeču dobila svojega otroka. Bila sva tako zelo vesela, da tega nisem mogla skriti. Trudila sva se, da bi bila na obeh enaka, a nam očitno ni uspelo. Se pravi, da ona sploh ni moja sestra? Seveda je, ker sva jo posvojila, ima enake pravice kot ti. In zakaj mi tega nista povedala? Mislila sva, da je tako bolje. Imela sva te zelo rada, a ko sva dobila svojega otroka, je bilo to nekaj čisto drugačnega. Kje sta dobila mene? Šla sva na socialno službo in zaprosila za posvojitev. Tvoja mama je v porodu umrla, oče pa je bil neznan. Katerega leta je to bilo? 3. maja se je rodila. Takrat je umrla moja biti. Takrat se je torej rodil tudi tvoj otrok. Čeka. Ne veš, kdo je. Radi se v posvojitev. Sem že prej pomislila, da bi bila lahko njegova hči. Sestra si res malo podobna. Pravijo, da je bogat, ampak preveč pije. Jaz nimam vnukinja. Samo še malo, preden praznuje vse, kar se je na moj rojstni dan na novo rodilo. Rekel bi rad samo še eno neprijetno stvar. Slišal sem, da sta Sara in Klara pogosto tepeni. Da ju njuni mami zapirata v klet in jima ne dasta za jest. Najboljši sorodnik proti temu odločno protestiram. Hvala, se ne bi dotreba. Pompejte rajši, kdo je ukradel nož? Kakšna klet, saj me sploh nimamo kletirati. Sara, kako ni tako ničnej? Kaj pa to, da sta pogosto tepeni? Pogosto ti peni Sara, in Klara. od koga? Od vaju. Od mene in kdo je to rekel? Oni ve. To je pa preveč. Zdaj bo pa smrtja končno dobila, Se že zdavnaj zaslužila. za kar je mene lažno obtoževala. Bom z veseljem zdaj resnično rada. Saj sva se hecali. Jaz se pa ne bom. Me veseli, da se včasih skupaj držita. Mi, Skupaj drživa. če je ne bi njena Klara zapeljala, bi moja Sara nikdar taka ne postala. Lažeš in čisti lar par, za tvoje samo je Klar odvaril. Noče je za vse kriva druga, svojih ne boste kaznovali niti tokrat. Jaz bi pa prosila, da bi mi nekdo razložil, kako da je bil Tončič ravno pa znotraj in je zdaj spet živ, ker se mi od tega, kar se tu godi, že kar nekoliko moti. Pomiri se, Hilda. Gostiteljem dovoli, da nam vse razložijo. Saj to sem rekla, kaj pa drugega. Pa dajta že mir. Leni, se
Uči kofer čaja tistega noža smo predlagala, da narediva tako, kot da zabon z nožem. To bo tistega, ki nož zdaj odmela, sem si rekla. Kaj je bilo v paketu? Nič. Kako nič? Zato ni bilo nič. Pač pa ne bo v pakete pisala, da se je lani drznil kvast. Ne, leta se ujame vas. Pa ne, da so tudi one sodelovali. Ne, one tri so to samo prebrale. Zdelo se mi je, da se mora vse skupaj nekako začeti. Ne mora biti kjer kakšen napačen sled, da bi izgledalo, kot da je morilec prišel iz paketa in ali lahko to zelo lepo pripeljal. Ampak sem potem na robe. Boš rekel, da tudi poštar ni sodeloval? Ne, da bi sodeloval. Če ne bi sodeloval, bi ga ugrabili, bi bil to že resen kriminal. Poštar to bi rekel. Rekel bi vina. Kaj na torti piše? V resnici pa včasih tudi dve plati. Ena nam ugaja in druga nas boli. Kako da del torte manjka? In kako da one vejo, kaj na torti piše? Jaz pa še zmeraj ne vem, kdo je lansko leto ukvarjal nož. Jaz, ampak več o tem potorku. Za zdaj pa rečem le to, da ta nož res prinaša srečo. Čez 10 minut ga imam oficialno in sem že našel hči in vnukinjo. Krožnikov tudi ne. Zato se opravičujem, ampak morali bomo zapreti zaveso. Prisrčna hvala, dragi otroci, dragi mladinci, da ste za nas pričarali in pripravili tako lep in doživet večer. Hvala, da ste se vrnili v ta čas, ko je za naše društvo bila zelo važna odrska dejavnost in sega nazaj v 50. leta. Se pravi, vaši praprastaši so stali tukaj v Ločah oziroma v bližini na odru in so igrali slovenske igre v svojem prostem času. In prav to ste storili tudi vi danes.
Napotili ste se k vrednotam delovanja našega društva, ohranjujete, vežbate našo materino besedo, daste smisel vašemu prostemu času, smisel za skupnost in smisel za srečanja. Prisrčno vam čestitamo k tej premieri, k tej uprizoritvi. Želimo vam veliko uspehov naprej in tudi zelo veliko veselja. Naslednja igra oziroma naslednji nastop vas ja že čaka prihodnji torek v Šentpetru. In sicer vam nisem prinesla ne noža, ne torte, pač pa nekaj drugega seboj. En dobropis, ki ga lahko ali v Beljaku, v Celovcu ali lahko greste v Ljubljano, kamor hočete, po prosti izbiri in sicer kino, pica večer za vas vse. Prisrčna hvala seveda vam vsem, ki ste danes prišli, vsem tistim, ki so naše mladince, naše otroke tako daleč pripravili. Prisrčna hvala velja režiserju Andreju Rozmanu Roza, ki ga prosim sedaj na oder. Prisrčna hvala za energijo, za čas, za telefon, za živce in ne vem kaj, za kaj še vse, Katarini Štika in Janji Cent-Stern. Za vsestransko pomoč Lilijani Kogoj. Hvala lepa tistemu človeku, ki je skrbel za tehniko in luč, Peter Novak. Človeku iz sosednjega Šentjakova oziroma Šentpetra, ki je za naše mladince pripravil glasbo, Jozi Štika. In najlepša hvala seveda vsem staršem, vsem družinam, ki so nam pomagali. Hvala vsem pridnim rokam, odbornikom in odbornicam Slovenskega kulturnega društva, občini, kulturnemu referentu Hansu Kopejniku in vsem, ki ste k uprizoritvi doprinesli svoj delež. Ich möchte mich im Namen unseres Kulturvereines ganz, ganz herzlich bei unserer Marktgemeinde Finkenstein, sprich beim Herrn Kulturreferenten Hans Kopejnik, für das ganze Wohlwollen, für alles, was du immer wieder für uns tust, ganz, ganz herzlich bedanken. Buhoni.